Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije, v kateri danes ponovno gostimo zanimivega gosta. Gospod Robert Klun je izjemen arhitekt, vizionar, ustanovitelj projektantskega in arhitekturnega biroja Magnet Design. Sodeloval je z bleščečimi imeni iz sveta arhitekture, kot so vplivni profesori Peter B. McKees iz Helsinkov, Peter Gabrielčič iz Ljubljane in profesor Borisom Podreko z Dunaja. Za svoje delo je prejel več arhitekturnih nagrad. Med drugim je v oktobru 2020 prejel prestižno arhitekturno nagrado Los Angelesa AMP Architecture Master Prize in sicer za idejno zasnovo slovenskega paviljona na Expo Dubai 2020. Obrtništvo in samo delo ima njegova družina v genih. Leta 1974 so se vrnili iz Nemčije, kjer se je naš sogovornik rodil. Odkar pomnim, pravi, smo v našem domu imeli obrtno delavnico in prijatelje arhitekte ter oblikovalce. Oče je začel oblikovati in izdelovati oblazinjeno pohištvo Klun. Sam sem že kot deček veliko časa preživel v delavnici, občudoval procese dela, odnose in se naučil šivati, oblikovati, kreirati in spoštovati materiale ter jih preoblikovati. Danes vodi dve podjetji, družinsko podjetje Oblazinjeno pohištvo Klun in projektantsko-arhitekturni biro Magnet Design, ki se močno vpenja v širša družbena vprašanja prihodnosti prostorov. Počaščen sem, da se je odzval mojemu povabilu gospod Robert Klun. Pozdravljeni torej v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj ponovno izjemen gost, gospod Robert Klun. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Ja, v napovedniku sem povedal, da dejansko ste sodelovali v svojem delu z številnimi profesorji. Mogoče kakšna izkušnja najprej z tega področja, kako se je vse skupaj začelo, kako ste nadgrajevali, dopolnjevali svoje znanje? Lepo pozdravljeni še enkrat z moje strani. Hvala za vabilo. Mislim, da prav študij arhitekture oziroma neke kreativne umetnosti, ki se jih dotikam že praktično celo življenje, so zelo povezane z neko izmenjavo občutkov, z izmenjavo mnenj, z izmenjavo neke pozornosti, lokacije in tako naprej. Prav gotovo je zelo pomembno, da veliko hodiš po svetu in dejansko se učiš od profesorjev, se učiš od kolegov, sodelavcev in tako naprej. Tako da imel sem eno veliko srečo, da sem v času študija poleg profesorja Gabrielčiča in ostalih profesorjev z Ljubljanske univerze za arhitekturo sodeloval ali pa se srečal s profesorjem Podreko, s profesorjem Petrom McKeesom. Prav Peter McKeet nam je dal nek pogled v arhitekturo malo z drugačne strani. Se pravi, da je zelo, zelo pomembno, kako vseh 5 čutil vključimo pri našem projektiranju. In seveda naš biro, kjer dejansko poizkušamo najti neko sinergijo za naše naročnike in pa visoko kvaliteto bivanja, ne samo estetike in pa neke trenutne identitete, ampak na splošno kvalitete bivanja, je prav v tem, da poskušaš najti od funkcionalnosti, materialov, naravnih materialov, zdravih materialov, neke energije in pa seveda vključiti vseh 5 čutil. In moram prav posebej poudariti, da je prav profesor McKeet bil tisti, ki je toliko bolj poudaril, kako pomembno je občutenje v samem prostoru, ali je to prostor mesta, ali je to prostor urbanizma, ali je to prostor arhitekture, interierja, je pravzaprav čisto vse. Torej dejansko, da se človek počuti kot doma, da se počuti dobro v bistvu, kjer biva, da se res počuti, da je doma, bi lahko rekli. Ja, to je zelo pomembno. Jaz ves čas govorim, da niti ni naše delo, naša pisarna, naš dom, nekaj, kar je nepovezano, ampak da gre vedno za povezavo vseh teh ambientov, ki se ustvarijo verjetno v tebi, v sebi, noter si zgradiš neko podobo teh prostorov in če se ti dobro počutiš v nekem okolju, kjer delaš, seveda smo arhitekti prvi, ki te platforme pripravimo, se pravi, da se ljudje dobro počutijo tako doma, da se tako dobro počutijo v pisarnah in tako naprej. In pa seveda da se ustvari neka klima tudi med sodelavci, tudi seveda znotraj družine in tako naprej. In potem je pravzaprav čisto vseeno, kjer si,
kjer pač se dobro počutiš, tam si in to vpliva tudi na tvoje delo. Ne? Absolutno. Predstavljate tudi Slovenijo v svetu, ne? Prestižna nagrada, ne? Dubai Expo 2020. Kakšna izkušnja z tega področja? Ja, zelo veliko se govori o našem paviljonu, ki smo ga dejansko v decembru 2018 oziroma v januarju 2019 zasnovali v našem biroju Magnet Design s kolegom Sandijem Peršem in z mojo ekipo smo dejansko uspeli narediti nekaj, kar smo 20 let ali pa lahko rečem celo 40 let vlagali in morda prav zadnjih 6 let, ko sem toliko bolj vpet v delo v arabskem svetu, že 6 let delam predvsem v Saudski Arabiji in poznaš potem klimo, poznaš mentalitete, poznaš prostor, je bilo toliko lažje zasnovati to identiteto teh 3 elementov, se pravi, povezal sem element vode kot neko našo platformo ali pa nekaj, na kar smo najbolj ponosni, ta gost, kjer dejansko dobimo to našo identiteto, 60% Slovenije pokrite z gozdom, in pa seveda to inženirstvo in pa moje korenine. Moja družina izhaja iz Ribnice, mami iz Sodražice, oče iz Bukovice pri Ribnici in osnovna identiteta tega kraja je to rokodelstvo teh naših dedov. Vemo, da je veliko bolj zdravo kuhati, delati z naravnimi lesenimi elementi, žlicami in tako naprej. In v arhitekturi je bilo to prav poseben izziv vpet, narediti in povezati. Tako da te 3 elemente sem povezal in moram reči, da dnevno dobivam več sporočil. In pa ja, ko dobiš tudi 3 mednarodne nagrade za trajnost, za zeleno arhitekturo, za, bom rekel, pač neke prave pristope, identitete in tako naprej. In ko predvsem moji Slovenci, naša zgodba kolegov, gleda na te stvari, prvič moram reči, da sem opazil eno stvar, da kolegi ne gledajo nevoščljivo na to stvar, ampak da so z mano skupaj ponosni na ta projekt. Ali so to arhitekti, ali so to oblikovalci, ali so to neki gospodarstveniki, nam čestitajo in se zahvalijo za to, da dejansko je Slovenija res odmevno, ne samo preko športa, kjer imamo čudovite športnike, ampak tudi preko našega znanja, naše kulture, naše identitete, arhitekture v svet ponesla nek zapis, ki nas daje res v samo špico te zelene arhitekture, trajnosti in tako naprej. Odlično, torej kaj se vam zdi, a je za tak uspeh, za tak preboj potrebno nekaj več, neka drugačna zaznava, drugačna sposobnost, kot samo neka klasično znanje nekega arhitekta? Mislim, jaz bi mogoče to malo drugače interpretiral. Mislim, da vsak od nas, kreativcev, ali si slikar, ali si kipar, ali si arhitekt, ali si dizajner, pesnik, imaš neko svoje sporočilo, imaš neko svojo nit, nek svoj zapis in če temu slediš, če se razvijaš v to smer, če vlagaš v to smer, potem ratejo neke stvari, ki imajo neko rdečo nit. In mislim, da prav naša arhitektura, naše delo na tem področju, se pravi ambientov, interjerjev, arhitekture, urbanizma, ima neko svojo rdečo nit, ki predvsem bazira na visoki kvaliteti bivanja, na kvalitetnih mikroklimah, na zelo identitetnih sporočilih, prostorih in se ne naslanjamo toliko na trende, kot bolj raziskujemo materijale, zdrave materijale, odprte prostore, neko pozitivno energijo v prostoru, to nam zelo veliko pomeni. In ko vse to nekako združimo, potem lahko rečem, da so to pač Robert Klun projekti ali kakorkoli. Na katere ste pa najbolj ponosni, recimo, na katere projekte? Poleg tega v Dubaju, recimo. Pa lahko rečem, da sem na popolnoma vsak projekt res ponosen. Je pa nekaj res, da tisti trenutek, ko zaključim z neko skico, ko zaključimo, bom rekel, tiste zadnje detajle v risanju, je že nov, drug, tretji, skozi imaš v glavi več projektov, ker enostavno pač jih moraš imeti, zaradi tega, da dejansko konec koncev zbereš za plače. Ampak isti trenutek, ko zaključuješ, že vključuješ nove in gradiš neko novo zgodbo in ta nova zgodba te vedno bolj navdihuje, ampak
ja, zagotovo je najbolj odmeven, daleč najbolj odmeven projekt, seveda Expo Slovenije, paviljon za Slovenijo v Dubaju. Meni na koncev pošiljajo čestitke tako Savdici, zdaj je bil intervju na Dubai One TV, kjer dejansko v celem zalivu, se pravi od Emiratov, Saudijske Arabije, Omana, Kuvajta, Bahrajna, spremljajo to televizijo in neverjetno, kako veliko pozornosti je Slovenija dobila, in to je tisto, na kar sem najbolj ponosen. Se pravi, da nek naš vložek, ki smo ga dali v neko skupno dobro, dobi neko pozitivno zgodbo. Po drugi strani sem pa zelo vesel, ko me kolega, prijatelj ali pa rekel nek naš naročnik pokliče, pa se nismo slišala 2-3 leta, pa pravi: Robert, kako si jutri ali pa kako si danes popoldne, priješ na kozarček, tako uživamo v vaši arhitekturi ali v tvoji arhitekturi ali kakorkoli. Odlično, torej dejansko prostor, ki še ni izoblikovan, ne? Od kje jemljete ta navdih, recimo, da vdahnete v dušo, kot rečemo, prostoru? Jaz mislim, da mi vsi kreativci gradimo zgodbo iz življenja. Saj oba veva, da ko so pesniki, pisatelji imeli največ razburkanih trenutkov, so ustvarjali najboljše stvari. In mislim, da je zelo podobno v naši arhitekturi. Se pravi, zdaj ne gre za to, da moraš imeti neke osebne stiske, da bi določene arhitekture ali pa dizajne skreiral, ampak gre za dejansko non-stop neko razmišljanje v tebi in pa seveda znotraj čudovite skupine kolegov arhitektov, ki jih imam v Magnet Designu oziroma v Clun Ambientih, da najdem te izzive. In ti izzivi so tisto, kako lahko naredim nekaj še boljše. Kako lahko naredim nekaj, kar bo približalo se perfekciji. Vem, da sem enkrat v enem intervjuju, ko so me vprašali, kaj je popolnost dizajna, sem rekel, da je to žensko telo. In narava je tista perfekcija dizajna, kjer mu se mi probamo približati. Arhitekti in seveda nikoli to ne dosežemo. In zdaj delam s študenti na fakulteti za dizajn pri gospe Nadi Matičič, profesor Nadi Matičič. Delamo s študenti na podiplomskem študiju prav to, kako najdete neke inspiracije, kako najdete neke nove zgodbe v novem Bauhausu. Novi Bauhaus je zdaj po 100 letih gibanje, ki se vrača nazaj k naravi, ki se vrača nazaj k trajnosti, k naravnim materialom in tako naprej. In vedno več je te pozornosti in zelo vesel, da dejansko tisto, kar smo gradili mi, že kot študentje, ko sem sam raziskoval te prostore in te materijale, se zdaj dejansko združuje v neko zelo kvalitetno celoto. Odlično, hvala. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Hvala lepa. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasen gost, gospod Robert Clun. Ja, kakšna je pa razlika, recimo, gostovali ste na televiziji v Dubaju, kakšna je razlika v bistvu, kako oni gledajo na arhitekturo, na prostor in kako v Sloveniji, recimo, Tako me malo zanima. Zgodba, ko sem dejansko šel prvič v Arabijo, je bila mogoče bolj kot ne nagajivost ali pa najdeti neke nove izkušnje. In moram se tukaj posebej zahvaliti doktorju Kokalju, našemu veleposlaniku, ki je bil takrat v Kairu, ki nam je pomagal, se pravi, eni skupini, ki sem jo povezal na področju arhitekture, dizajna, pohištva, in smo peljali to prvo skupino, smo šli v arabski svet in že takoj sem opazil, da znanje, neka energija, ki jo prinašamo iz tega našega prostora, zelo veliko pomeni v arabskem svetu. Tukaj se ti dostikrat zgodi, da klient zelo površinsko gleda na določene projekte ali pa določene sugestije, skice, dizajne, ki jih pripraviš. Tam nas obravnavajo kot neko božanstvo, kot nekaj svetega. Neverjetno. In vsi se morajo podrediti, se pravi, od vseh vključenih inženirjev, vseh morajo slediti gospodu arhitektu. In tam je res gospod arhitekt. Tam dajo res velik poudarek na obliko, To so to take ne samo obliko, na tvojo identiteto. Se pravi, arhitekt je nekaj res zelo pomembnega v arabskem svetu in to se odraža seveda točno to, kar ste rekli, se pravi v arhitekturi.
vsi vemo, ne, da ti ne moreš narediti 400, 500, 800 metrskih nebotičnikov, vkolikor ne sodeluje kompletno cela stroka, ampak to stroko mora nekdo voditi. In zdaj, če jo vodi seveda usposobljena strokovna oseba, potem je ta prostor čudovit, je ta prostor poln, je ta prostor energijsko pozitiven, sveti in tako naprej. In mislim, da smo res arhitekti prav zaradi tega, ker to energijo potegnemo v prostor. Ker če bi gradbeniki sami gradili, potem bi verjetno prostori bili funkcionalni, ne bi imeli pa te neke notranje energije, neke lastne identitete. In to se vidi tudi v paviljonu in tako kot ste omenili, moram reči, da je dubajska televizija in pa vsi ostali, ki objavljajo naš paviljon in te dnevno kontaktirajo, res velik poudarek dala prav tej identitetni zgodbi Slovenije. Da dejansko predstavimo to Slovenijo svetu. Tako. Da ne bodo samo športniki nas promovirali. So pa enkratni, res. Z velikim ponosom je včeraj, spet ne vem koliko zmag, ne vem koliko fenomenalnih rezultatov. Tako je, tukaj imamo. Kaj pa Plečnik? Plečnik je nekako najbolj znan v Sloveniji, arhitekta. Kako ga vi doživljate, mogoče kakšna vaš pogled na njegovo delo tudi? Ja, profesorja Plečnika praktično ves čas obravnavaš pri študiju arhitekture. Se pravi, ves čas študija se vsako leto dotikaš njega, kar je pa še bolj pomembno, je pa to, da dejansko od majhnega, sploh Ljubljančani, živimo z profesorjem Plečnikom. In tržnice, ta kolonada fantastična, te balustrade na tri bridžu in tako naprej, to je nekaj, kar se ti v srce, v glavo, v vcepi, da je nekaj več. Se pravi, most ni samo most, ampak je neka energijska popolnost. Tiste 3 krake, ki gledaš, pa lahko vidiš noter ali žensko, ali vidiš noter dejansko neko povezavo energiji, povezavo levega, desnega brega in tako naprej, povezavo ljudi konec koncev, ker je na konec koncev smisel arhitekture, da povežeš to energijo ljudi v neko fantastično, pozitivno zgodbo, ki se vali naprej in sporoča neke zgodbe in zagotovo je ne samo na mene, ampak na popolnoma vsakega študenta arhitekture zelo močno vplival profesor Plečnik. Več profesorjev je vsako leto oziroma v času študija dajalo še posebno pozornost in smo morali seveda te stvari tudi naštudirati in potem delati po nekih sporočilih. Je pa nekaj res, kar je pa še posebej zelo pomembno, da profesor Plečnik je delal tako v Pragi na Dunaju in pustil tam zelo, zelo velike ali pa močne pečate, na kar smo lahko Slovenci še posebej ponosni. In zaradi profesorja Plečnika nas pozna ogromno ljudi. Absolutno. Začeli ste pa v bistvu, oče je bil tisti, ki je nekako že začel z oblikovanjem stolov, oblazinjenega pohištva. Kakšna izkušnja z tega področja? Ja, to je spet nekaj, tako kot sem rekel, da je pri Plečniku nekaj, kar se ti vcepi oziroma rasteš s tem skupaj, je prav zagotovo ta obrtna delavnica, dekorativa, dizajn preko oblazinjenega pohištva samega in pa seveda naših prijateljev. Očetov najboljši prijatelj je bil arhitekt, tako da ves čas si povezan s tem. Ves čas razmišljaš, kako neko stvar narediti boljše, kako se moraš potruditi, da določene stvari sledijo, da so proporции usklajeni, da so zlati rez, ki ga potem šele začneš v srednji šoli, v gimnaziji, pa kasneje odkrivati in tako naprej v zapisu. Ampak prej ljudje, ki imajo občutek, tako kot moj oče, za te stvari res naredijo v neki perfekciji. In to je bilo zasajeno tako preko pogovorov, preko večerov, preko delavnice, preko kjer sem hodil ves čas. Sam sem določene stvari tudi preizkusil, poleti se ukvarjal s tem, da sem malo pomagal v proizvodnji, videl, kako se določene sklope sestavlja, kako zelo pomembno je, katere sklope, kako vključiš, na kakšen način in tako naprej, da so to naravni materiali v našem oblazinjenem pohištvu. In ja, jaz mislim, da smo zelo lepo nadgradili to zgodbo obrtniške delavnice, ki sta mi jo oče in mami prepustila leta 2000. In sem sam s našimi sodelavci naredil res eno čudovito zbirko dizajnov in kar sem posebej ponosen. Verjamem, da je Klun nekaj, kar smo lahko Slovenci tudi zelo ponosni.
imamo preko 50 kataloških programov, imamo odlično ekipo, ki skrbi za promocijo in pa za servis, za vsakega naročnika posebej. Tako da danes sediva na kljun oblazinjenem pohištvu tako v Operi Ljubljana, kot v raznih hotelih, kot v BTC Kristalni palači in pa seveda pri nešteto naših naročnikih, tako v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem in tako naprej. In to ti da eno tako res zelo dobro popotnico za delo, za trud, za naprej in verjamem, da bomo še veliko lepih dizajnov ustvarjali. Absolutno. Delo, ne? Oče vas je naučil delati, pravite, ne? Delo, trdo delo, pravite, ne? Je ključ do uspeha, ne? Ja. Zdaj, zagotovo se morava strinjati, da če sediš doma pa čakaš, da bo kakšno delo prišlo, ne, ti to verjetno ne bo zgodilo. Ne. Ali moraš biti zelo dober v nekem marketingu, ali je to internetni marketing, ali je to, ne vem, to, kar sva rekla, ne, se pravi, da dvigneš rit pa pokažeš nekomu, kdo si, kaj si, kako si, da hodiš na različne sejme. S Clun Ambienti hodimo na sejme tako v Anglijo, Nemčijo, Hrvaško, Srbijo, Slovenijo, in pa tudi v Zaliv. V Savdski Arabiji smo 4-krat že bili prisotni na dizajn sejmih ali pa razstavah. In enako je tudi z arhitekturo. Ne? Če ti o arhitekturi ne govoriš, če ti o arhitekturi ne pišeš, če ti o arhitekturi ne razmišljaš, se ne pogovarjaš, boš zelo težko našel naročnike. In jaz sam seveda pač sem verjetno dokaj ekstrovertiran za to, da govorim o temu, in razmišljamo o temu in na glas razmišljamo o temu, da lahko potem tudi določene stvari sprovedemo. Ne? In naročila seveda pridejo preko teh sporočil. Ne? Naročila zagotovo ne pridejo zaradi tega, ker sam misliš, da si najboljši, pa sediš doma. Ne? Ti moraš biti tako ponižen, tako humble and modest, imajo Angleži zelo lep izraz, ne? In pa seveda zraven ponosen na to, kar delaš. Ne? In mene seveda velikokrat te dialogi pa debate dvignejo prav v razmišljanju, kdo si, kaj si, zakaj si, kako si, da še dodatno podkrepim vse to, kar delam in povežem to z mojo ekipo in moram reči, da se ukvarjamo z našo ekipo, tako na Clun Ambientih kot v Magnet Designu, povezano in samostojno, z strokovnjaki različnih področij. Prej so omenila dr. Mulejevo, ona skrbi pri nas za določeno osveščanje in pa povezavo nas samih. Ne? Podjetja kot taka, ves čas moramo se premikati. Mi smo kot nek vlak. Ne? In če sem jaz lokomotiva, so vsi ostali zelo pomembni členi, ki tvorijo to kompozicijo, ki lahko neko informacijo, nek projekt naredi nek delivery. Ne? Kaj ti to narediš, je fajn, da je ta vlak usklajen. Ne? In ti, ki si od spredaj, dostikrat pozabiš na to, da ima nekdo neke probleme, pa da se tista kolesa mogoče ne vrtijo tako hitro, kot bi ti želel. In potrebuješ res veliko znanj in ves čas že vključujem. Jaz sem imel prej magistra Kočevarja, 7 let v ekipi, ki je delal z nami, zdaj imamo že 2 leti dr. Mulejevo, se pravi, ves čas se ukvarjamo tudi z našo energijo med nami samimi in kako te stvari peljati, da dejansko lahko se ta voz pravilno premika. Odlično. Hvala, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, 3. delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj krasen gost, gospod Robert Clun. Robert, poslovno življenje, fantastično, odlično, ne? Kaj pa v bistvu še ta drugi aspekt, družinsko življenje, prosti čas, s čim se tako radi ukvarjate, kako to vse združujete? Jaz mislim, da je zelo pomembno za vsakega od nas, da ima vsa polja svoje osebnosti nekako sinhrono povezana. Vsi vemo, da nobena stvar ni dobra, če je preveč. Ne? Se pravi, tudi če je preveč samo dela, ni dobro. In pri meni sicer je zelo velik del, ampak res zelo velik. Jaz pravim, da delam 24 ur vseh 7 dni v tednu, pa verjetno delam celo več kot to, ampak ves čas v delo nekako vključujem tudi šport, tudi kulturo, tudi branje, tudi družino. Ne? Morda ne v nekem obsegu, ki bi si ga sam želel, ampak mislim, da če sem jaz zadovoljen preko svojega dela, če imam tukaj neko mirno vest,
potem lahko tudi ostale stvari nekako bolj povezujem. Ja, bi si želel 3-krat, 4-krat na teden imeti rekreacijo tako ali drugačno, pa jo pač nimam. A grem enkrat, 2-krat, morda ali na golf, ali čez vikend v hribe s psi, s prijatelji. Preživljam večere, ja, če se le da, preživljam večere z družino in pa vikende tudi. Se pravi, nekako poizkušam najti neko sinergijo vseh teh sklopov dela. Je pa to zelo težko, glede na to, da sem res veliko odsoten. Jaz sem lahko rečem, evo, zdaj od konca septembra do najinega pogovora bil 40 dni v arabskem svetu. Da ne govorim, da sem bil vmes še v Srbiji, pa da sem bil vmes še na Hrvaškem, pa v Avstriji. Tako da je potrebno določene stvari usklajevati in počasi tudi te stvari seveda pač nekako z obsegom dela, z kvaliteto in pa z neko dodano vrednostjo, ki jo ustvarjaš, potem si lahko tudi privoščiš ali pa ne privoščiš. Prav je, da jih imaš, se pravi, neke asistente, neke podporne ljudi, člene. Želel bi si iskreno povedano imeti nekoga, ki bi me vozil. Zakaj? Zaradi tega, da ne bi v avtu razmišljal, komu moram poslati sporočilo, komu moram e-mail poslati in tako naprej, kaj naskicirati, ker dejansko bi s tem pridobil ogromno in časa in kvalitete in morda, ali bi mogoče še več delal, se ne vem. Ja, problem je, če jaz sem tudi, moj oče tudi veliko delal in me je naučil tej v bistvu pridnosti, delovnosti in nekako se mi zdi, da se ti to zapiše noter. Ja, jaz nisem verjel, da je to res. Jaz sem celo svojega očeta, ko sem bil v gimnaziji v tistih navihanih letih in ko ti kaj ni šlo, naprimer, seveda mami bila vedno tista, ki ti je dala neko oporo ali pa kakorkoli poskrbela, da si določeno stvar porinil naprej. Sem rekel, oče, ti nikoli nisi bil zdraven. Rekel, sine, se boš videl, ko boš imel ti svojo družino, ko boš ti imel delo, pa kako boš te stvari usklajeval. Pa mu takrat nisem verjel. Danes pa, ja, lahko rečem, da je potrebno zelo veliko napora vložiti, da vse sklope nekako uskladiš. Pa dejva še kakšno reči o tem duhovnem aspektu življenja. Kakor sem prebral v intervjuju z dr. Lucijo Mulej, pravite, dejansko energija se spreminja, oblika tudi iz ene oblike v drugo, torej energija je večna, to nam tudi prvi zakon termodinamike pravi, energija ne more nastati iz niča, ne more se uničiti, ampak je večna. In tudi mi smo energija v resnici. Kako gledate na ta duhovni aspekt življenja in kako to združujete v vašem delu? Ja, nekaj so že rekla v to smer, se pravi, meni je zelo pomembno, da se stvari premikajo. To gibanje, te vibracije in ta frekvenca mi je zelo pomembna. In vsi vemo, da ne more biti skozi špica. Mi je pa zelo pomembno, da je ta sinusoida tako narejena v mojem osebnem življenju in pa seveda zraven verjamem, da je tako tudi z vsemi vključenimi, ki se me dotikajo tako ali drugače, da rastemo v nekem sporočilu. In energija prostora je zelo pomembna stvar. Energija prostora pomeni zdravje, pomeni neko pozitiven odnos, pomeni razvoj, pomeni vlaganje. In ko zdaj gledam, evo, vsakič, ko imam kakšen tak pogovor, se potem malo sam pri sebi zamisliš, kaj si pravzaprav naredil v življenju. Sem na neki točki, pa sem morda samo neko delavnico s 3 zaposlenimi prevzel leta 2000. Ne, mi imamo danes fantastične kataloge dizajna, nagrajenega po celem svetu. Imamo zraven, kot sem rekel, preko 50 kataloških programov. Imamo predvsem, kar je zelo pomembno, neverjetno število ljudi, ki so zadovoljni. Tudi tisti, ki sedijo v operi, pa sploh ne vejo, da sedijo na naših stolih, ker je ergonomija taka, kot mora biti. Ker so kvalitetna polnila, ker je naš sodelavec tapetnik, eden od tistih členov, ki je zelo pomemben, da je te stvari naredil tako, da ljudje kvalitetno sedijo. In enako se seveda pač dogaja v arhitekturi, da te stvari, ki jih delamo, prenašaš pozitivno naprej, da so ljudje zadovoljni. Kakorkoli so projekti težki, pa se dolgo vlečejo, pa tako naprej, na koncu koncev moram priznati, da nimam projekta, kjer ljudje ne bi bili srečni na koncu. Še enkrat, pot je lahko zelo trnova do tja. En mu zmanjka denarja, drug ima osebnostne težave, tretji ima službene težave, četrti tudi mu otrok zboli. Milijoni enih stvari, ki jih ti v enem trenutku ne poznaš. Ampak zelo pomembno je, da se stvari premikajo,
In premikanje pomeni, da se dejansko tudi komunicira, ker če se komunicira, se potem stvari lahko rešijo. Tako je. In v bistvu napreduješ, ne, v življenju potem preko različnih preizkušenj. Točno tako. Se dviga vibracija, se dviga zavest. Ne? Točno tako. Kako vi gledate na popolnost? Sem rekel, ne. V popolnost v dizajnu za mene, ne, je pač seveda dizajn narave. Ne. Tega Svetega nikakor. materija mogoče tudi, ki... Mislim, če so stvari v nekem ravnovesju, ne, potem je popolnost zelo blizu. Ne. In enako je pri tvojem delu, enako je pri skiciranju novega projekta, enako je pri kreiranju določene stvari. Ne. Ko se postaviš na Tartinijevem trgu in gledaš kreacijo, ki jo pravzaprav ne vidiš, ampak jo čutiš, profesorja Podreke, s katerim sva tudi sodelovala, ko si v neki sredini nekega ambienta, kjer dejansko čutiš dobro energijo ljudi, veš, da je bilo nekaj dobrega narejeno. Ne? In to so seveda ti poudarki, ki so pomembni in ki jih moraš nekako iskati in slediti. In jaz sam nisem pristaš, da more stvar izgledati vedno najbolj pompozno, najbolj daleč od tega. Ne? Želim pa si seveda vključevati naravne materiale, iskati materiale, ki omogočajo zdravo življenje, funkcionalnost, odprtost, povezanost. To so stvari, ki jih pač arhitekti sledimo in ki jaz upam, ne, da prav s takim našim pogovorom, kot konec koncev s projektom našega paviljona v Dubaju, prinašamo v neko sredino nekaj, kar si ljudje potem vzamejo kot neko pozitivno energijo in poizkušajo biti boljši zaradi tega. Odlično, naslov oddaje sva dala Poetika in svetost prostorov. Bi lahko v nekaj stavkih povedali, kako v bistvu zaznavate te besede? V bistvu? Poezija je nekaj, kar ljudje beremo in vsakemu predstavlja popolnoma nekaj drugega. Ne? In jaz si sam želim, da bi ta poetika prostora, ki jo mi kreiramo, ki jo sam kreiram, prinašala neko pozitivnost, prinašala neko lepo harmonično uživanje življenja. Zdaj, svetost prostorov je pa seveda pač nekaj, kar je skupek vsega, ne? Skupek vseh strokovnjakov, ki delajo na projektu, skupek vseh nas, ki smo povezani s projektom. In ravno v tem najnem času, zdaj, v zadnjih 2 mesecih projektiramo za Rimsko-katoliško cerkev, en fantastičen projekt. V Zagrebu, ne? V Zagrebu, ja, s kolegom Cvetkotom. In ko smo razmišljali o tej zgodbi, ne, smo razmišljali seveda pač preko arhitekture, kje dejansko je neka svetost, kje je tista najboljša pozitivna zgodba se zgodila. Ne. In potiho bom povedal, ne, bil sem v Meki. Ne. Jaz sem v osnovi kristjan, bolj ateist ali kakorkoli, ampak še zmeraj verjameš v neke energije, ki so in bojo in ne moramo mimo tega in je prav tako, da se jih zavedamo in prav je, da jih tudi poudarimo. Ne. In naprimer, tam ti čutiš neko neverjetno spokojnost. Mislim, to naježijo se mi koža zdajle, ko razmišljam o tem, kako sem lahko srečen, da sem šel in videl te prostore in se s prijatelji muslimani sprehajal in užival v tem ambientu. Podobno je v Panteonu, ko si v Rimu, ne? Ko si v Vatikanu, ne? Konec koncev, ko si v cerkvi, ne? Žal nisem bil že zelo dolgo, ne? Ampak jaz se spomnim, ko mi je bilo hudo, v gimnaziji naprimer, sem šel v cerkev, da sem se umiril. Ne? Eni gremo na šport, eni grejo v cerkev, ali kakorkoli. Ampak konec koncev nekdo pa pride, ali pa jaz pa pridem samo domov in ker si doma v neki harmoniji družine, ker si doma v neki harmoniji lepega ambienta, ki si ga konec koncev sam skreiral, je tista spokojnost, ki jo iščeš. Ne? In verjamem, da tako delamo tudi v biroju, da tako delamo tudi pač v proizvodnji, povsod iščemo to pozitivno energijo. In harmonijo, ne? In nek notranji mir potem tudi. Ne? Tako je. Če je prostor usklajen, harmoničen, potem se tudi boljše počutimo. Ne? Rezultati so boljši, ljudje so zdravi, kreativnost se dvigne. Vse to je pomembno. To je pomembno, ne?
Odlično. Počasi se nama čas izteka, mogoče še kakšna zaključna misel, stavek za naše gledalke, gledalce, kaj bi še želeli sporočiti? Lahko rečem, da sem srečen, da dejansko pač imam to možnost, da dejansko imam ljudi okoli sebe, ali pa da smo zgradili neko to skupnost, ki brez kjer ne moreš sam res. Ne? In da dejansko tako prijatelji, kot družina, kot sodelavci, kot profesori, ki so jih danes omenili, kot ljudje, s katerimi sem se kadarkoli srečal v življenju, so prinesli enega od teh koščkov mozaika in lahko rečem, da ja, živim sanjsko življenje in dokler bo tako, ne, potem verjamem, da bo tudi vse, kar se nas bo dotikalo ali pa bomo povezani s tem, bo tudi to šlo naprej in bo šlo v pravo smer. Ne. Tako da zdaj ja, seveda pač toliko lepše je, ker je prav za nas arhitekte v tem času ogromno dela. Ne. In če je delo, je potem vse skupaj lažje. Ne. Ampak konec koncev ne, je treba za to, da bo jutri delo, se danes že boriti. Ne. Točno tako. Ne. In za srečo je potrebno vlagati, ne. Je potrebno ja. aktivno delovati in je stvar izbire v bistvu. Ne. Točno tako. Tako, odlično. Hvala, gospod Robert Klun, da ste bili moj gost v naši oddaji Prebojeno srce Slovenije. Verjamem, da se še kdaj vidiva in bova še kaj posnemala. Hvala, gospod Dejan, veliko veselje. Hvala. Hvala. Hvala tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v oddaji Prebojeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.